Osrednja posavska slovesnost je minila v duhu spomina na prelomne dogodke pred 29 leti, ko je Slovenija s plebiscitom enotno stopila na pot samostojnosti in samoodločanja. Današnji praznik je pomemben za Slovence, kajti gre za spomin na dogodke, ki so prelomno se zarezali v zgodovino Slovencev, kajti po stoletjih sanj smo Slovenci končno prišli do svoje države in dejanja, ki so se dogajala ravno pred 30 leti, so bila tista odločilna, ki so pripomogla k temu. Zato je ta praznik zelo pomemben. Zagotovo je bila odločitev pred 29 leti izredno pomembna za Slovenijo, za Slovence, kajti kasnejši dogodki so potrdili, da je bilo to prava odločitev in da smo šli v pravo smer, da je bil to edini način, kako ohraniti Slovenijo razvojno učinkovito, vključeno v srednjeevropski prostor in perspektivno državo. In danes lahko rečemo, da smo veliko od tega dosegli. Verjetno pa nekatere priložnosti niso bile popolnoma izkoriščene, vendar vedno je čas, da jih popravimo, da nekako sledimo razvojnim trendom, ki so pač danes v sodobnem svetu. Ob prazničnem dnevu se je slavnostni govornik Srečko Ocvirk ozrl na dogodke ob koncu leta 1990, ko je v Sloveniji vladala enotnost. A ta pri manjših vprašanjih popusti, je prepričan. Pa vendar je pomembno, da se pogosto vprašamo, kdaj je pomembna enotnost naroda, državljanov, da opravijo bistvene razvojne korake. Kajti država mora biti odgovor na potrebe državljanov, na odgovor tudi na razvojne možnosti, na širši mednarodni, družbeno-politični prostor in mora zagotavljati to povezovalno silo državljanov. In če država ne povezuje države, potem razpade. To se je zgodilo pred 29 leti in verjamem, da je v Sloveniji toliko modrosti, da danes znamo upravljati državo in da danes država nudi državljanom tisti varen okvir, v katerem lahko uresničujejo svoje gospodarske, politične in družbene cilje, kar je bistveno za pozitiven razvoj države. Ocvirk je tudi v svojem govoru dejal, da danes živimo lažje, kot smo pred 29 leti. Živimo dlje in bolj kakovostno. Vsi deli države napredujejo, življenjski standard se dviguje v vseh pokrajinah. Kljub temu pa prihaja do izredno močne centralizacije v gospodarskem, upravnem in finančnem smislu, je dodal. Vse se pomika proti centru. Slovenija pa ni samo prestolnica, kjer je locirano skoraj polovica vseh delovnih mest v državi, plačanih iz javnih blagajn. Slovenija ni samo birokratski aparat na ministrstvih. Slovenija je tudi Kunšpert, osnovna šola na Veliki dolini, kmetija na Svignem, gozdar na Jatni ali zaposlen v Metalni. Poudaril je, da prav vsi državljani potrebujejo storitve, ki jih je država dolžna zagotavljati preko svojih sistemov, ter da je zato smiselno, da se del pristojnosti, odgovornosti in virov z države prenese na regionalno raven. Verjamem, da smo danes boljša država in boljša družba. Zato moramo zaradi zagotavljanja razvoja in konkurenčnosti na vseh področjih slediti sodobnim evropskim načelom. Regionalizacija je eno izmed orodij za doseganje teh ciljev. Gostitelj večera, župan občine Krško, je v pozdravnem nagovoru poudaril pomen odgovornosti do vsega, kar je samostojnost prinesla. Leto, ki prihaja, bo znamenje obletnice rojstva našega rojaka, velikega jezikoslovca Adama Bohoriča, ki je utemeljil obstoj slovenskega jezika. Ta jezik in slovenska kultura pa morata ostati osnova naše nacionalne zavesti. Zato še posebej, ko obeležujemo zgodovinski dan za našo državo, ne sme popustiti naša pozornost do jezika. Prireditev je letos imela tudi dobrodelno noto. Simbolično vstopnino 1 evro so obiskovalci skupaj prispevali 432 evrov za krizni center za otroke in mladostnike Krško v okviru Centra za socialno delo Posavje.